Tako, pozni čas je mimo, velika noč tudi. In ponavadi, ko končamo neko delo, pogledamo nazaj in pogledamo naprej. In če pogledamo nazaj, smo v vseh teh dnevih razmišljali o Božjem usmiljenju. Poslušali, kako se Bog na različne načine približuje našim srcem. Videli smo, kako nas lahko njegova dobrota tako prevzame, da zasije iz nas, iz telesnih in duhovnih del usmiljenja. Okusili smo, kako lahko deluje pod zakramenti svete spovedi in ostalih zakramenti. In navsezadnje, na koncu smo se v velikem tednu, v trpljenju, smrti in stajenju Božjega Sina, lahko samo čudili, da Bog raje tvega vse to, trpljenje in smrt, kakor pa da bi ostal brez nas. Poljski redovnici Faustini Kovalski je Jezus rekel: "Moja hči, želim, da bi bilo tvoje srce bivališče mojega usmiljenja. Želim, da bi se to usmiljenje po tvojem srcu razlilo na ves svet. Kdorkoli se ti približa, naj ne odide brez tega zaupanja v moje usmiljenje, ki ga tako zelo želim za duše." K takemu poslanstvu kliče tudi nas. Upam, da vam je pri vsem tem pomagala tudi akcija Deli Jezusa. Naj vam pomaga še naprej. Saj veste, kar daste na internet, tisto tam ostane, za zmeraj. In tudi naši filmčki bodo ostali na internetu za zmeraj. Naj bodo spodbuda najprej za vas, delite pa jih tudi s tistimi, za katere mislite, da najbolj potrebujejo Božje usmiljenje. In na koncu, hvala vsem, ki ste Jezusa delili med druge, pa naj bo to na spletu ali preko izzivov, konkretno med svoje najbližje. Hvala tistim, ki ste molili za vse nas. Molitev je prav zagotovo motor vsega, kar smo delali, vsega našega oznanjevanja. Prav gotovo s postom ni konec naših prizadevanj za novo evangelizacijo. Vsakega izmed nas Bog kliče, da postajamo taki, kot je On, in njegovo usmiljenje delimo z vsemi, ki so okoli nas. Tudi naša ekipa bo še naprej skušala slediti njegovi volji. Na kakšen način, to je v njegovih rokah. Hvala, ker smo post prehodili skupaj in z Bogom.